Ok, lep pozdrav in dobrodošli na marčnih sejmih in na moji delavnici, na naši delavnici. Danes bom vodila skupinsko regresoterapijo, ki bo bolj progresivne narave in sicer uvid. Se pravi, kaj je razlika, ko govorimo o hipnozi med regresijo in progresijo. Regresija govori o preteklosti, a ne regresija je nagrada za neko minulo poletno delo. Progresija je, da nekaj projiciraš v prihodnosti. Progresija, prihodnost. Zdaj, ker človek je dober kandidat za uvid v prihodnost, tisti, ki mi zaupa, meni kot vodi. Tisti, ki me ne prvič doživi ali pa vidi. Se pravi, če me nisi še nikoli probal v nobeni tehniki, naprimer branje dušnega zapisa, meditacijske sobe, če nisi še nikoli, lahko se ob meni ne boš tako dobro sprostil ali ka sprostila, kakor tisti, ki ste že bili 5 ur z mano in ste mi že dovolili, da sem vas peljala v progresijo, zdravila in tako naprej. Zato ponavljam, vsak ne zaupa vsakemu in vsak ni pripravljen za vsakega. To je odvisno tudi od tvoje sposobnosti predaje, zaupanja, prepustiti se. Jaz se trudim, da grem z ljudmi korak za korakom, počasi, da vzpostavljam in gradim odnos, da nikoli ne rečem eno, ki ga prvič vidim, tja, jaz bi ti pa pomagala z mojimi terapevtskimi pristopi. Da ga najprej povabim k branju moje literature, brezplačnih novic, v brezplačno meditacijsko sobo Orion, da počasi se navaja, ne da kar skoči, ker ti ne bo zaupal, ker ne bo, malo jih je ljudi, ki bi kar rekli, jaz čutim, da ti lahko zaupam in bi 5 ur z mano perfektno delali. Ko govorim o hipnozi, se ne rabite nič bati. Vi ste vsaj 2-krat, 3-krat, 5-krat, 10-krat, 100-krat na dan hipnotizirani. A se zastopimo? Ampak vi tega mogoče vsi ne veste. Zato vam bom povedala, kdo vse nas hipnotizira. TV, reklame, probajo, politiki, ne vem, v službi šefi. Ene hipnoze so zdravilne, so dobre, druge so slabe in so škodljive. Se pravi, v hipnoza nastopi takrat, ko govorimo že o alfa možganskem stanju in to vemo, da dosežeš že takrat, ko se voziš z avtomobilom po eni dolgočasni cesti. Vožnja z avtomobilom po ravni cesti, ker ni treba prav preveč razmišljati, samo držiš volan, mogoče še prijetno utrujen in si že v hipnotičnem stanju. To je nevarno, ker takrat nisi prisoten, takrat nisi popolnoma zbran. In kako vožnja na dolge razdalje utruja, in ene celo sprošča, in da je toliko malo prometnih nesreč, sem še začudena, da je tako malo, kot greh je. Se pravi, alfa možgansko stanje je stanje prve faze sproščenosti. To je tisto stanje, ko se usedeš na kavč pred televizijo, ko se ne daš posebnega misliti in samo gledaš nekaj pač, kar gledaš. Takrat si že dovzeten za hipnotična sporočila, zato so takrat reklame, in tudi filmi delujejo hipnotično. Se pravi, če gledaš kavbojce in indijance, pa navijaš za ene, si že vas tako agresiven, mislim, ali pa v obrambi, si že vas tak pod sugestijo, da se treba boriti, da je treba napadati, da je treba, ne vem,
ali pa celo Tom in Jerry risanke. Mi smo to v otroštvu gledali, sem videti, da ste vsi mladi kot jaz. Se pravi, vsi veste, kaj risanke Tom in Jerry. A je kdo, ki ne ve, ki ni gledal risanke Tom in Jerry, ni, ne, sploh ga ne najdeš. No, dejansko zdaj tle noter je bilo veliko tega, a je to nasilje ali ni nasilje, da otroci so tako pametni, da vejo, da ne bo še enega sponvo po glavu ali pa ga stresel z elektriko in se zraven smejo, da to ni zabavno. Vsi otroci so res tako pametni. Ampak vseeno, danes več take risanke ne bi uspele, ker bi bilo preveč kritike zadaj. Takrat je bilo drugače. Danes, bom rekla, je spet drugačna. Vsaka generacija je drugačna. Potem so bili smrkci, recimo. Tudi so svoji plusi, minusi, v glavnem, ali pa pravljice, te ful hipnotizirajo, da je na koncu zmerom vse dobro. Človek lahko, ki toliko živi v pravljičnem svetu, res mislim, da lahko počneš karkoli in delaš dobra dela, to sem bila jaz tale, in delaš dobra dela in verjameš, da se bo ta štorija skončala s srečnim koncem in živiš v svoji pravljici. In se ne kaže, zadeva gre pa tako dol. In ne kaže, da bo srečen konc, ki bi mogli tako gor. Tako da zdaj, meni so všeč pravljice, zgodbe s srečnim koncem, ampak ta srečen konc včasih potrebuje lekcijo. Lekcijo, recimo vzamemo pravljico Sneguljčica, ki je imela zlobna mačeha, dobra Sneguljčica. Na koncu Sneguljčica umre, ker pade pod vpliv zlobne čarovnice, ki ponudi jabolko in ona vidi v njej prijazno starko, ne vidi past, ne. Ampak pol ona vstane od mrtvih. Pa če to ni takole v navednicah reinkarnacija, če se razume, duša je večna. Če vam je všeč pojem, da je vaša duša večna, da sicer nekoč je nastala in da mogoče bo, zagotovo boste izgubili fizično telo in če verjamete, da bo vaša duša se nekoč, ko bo v svetu duš brez telesa, se kasneje spet utelesila, najdla neke starše, neko državo, okoliščine, se spet inkarnirala, potem ste res dobrodošli, da ste danes tukaj, imeli bomo čudovito izkušnjo, imeli bomo fenomenalno dušno potovanje in to futuristično v prihodnost. Glejte, jaz sem toliko realist, kakor sem, pa ful nisem marala znanstvene fantastike. No, sicer malo mi je bilo že všeč. In ena mi je ostala z osnovne šole v spomenu, ki govori o časovnem stroju. In wow, eden je šel v en časovni stroj in on je šel v prihodnost in tam je videl številke od lota. In jaz se še zdaj spomnim, to pa sem bila najstnica v osnovni šoli. In pol pride in zadene na lotu in tako naprej in tako naprej. In dejansko, a veste, kako je, kar si želiš, to dobiš. Zdaj pazi, kaj si želiš, a ne? Jaz sem si to zelo želela. Sem si mislila, mater, pa če toliko zna... Jaz sem tukaj realističen človek, da na koncu verjamem, da to nerealistično se da v resnici se da. In pol se mi zgodi, da gledam indijanske filme, spet ful navdušena med njihovo kulturo, celo bolj kot na kavbojce sem navijala za Indijance kot otrok. In on, šaman, tam odganja hudiča z enega in on se res ozdravi. Dejansko so rekli, ako so bili neumni, mi imamo zdravnike, doktorje, oni so bili pa tako neumni, so neke sveče pražigali, malo peli in mahali zemni zalešči in on je pač ozdravel, to je placebo efekt. Ja, kar češ reči. En kos mene je verjel, da imajo prav tisti indijanski poglavari, šamani, en kos mene je navijal, ma zakaj morate ga obsojati? Se zelišča so itak zdravilo, se kaj pa je drugega, ko aspirin, ko z rastline pa druge, samo da je vmes še toliko farmacevtskih družb, ki bogatijo na račun bolanih potrošnikov. In
ker sem se tako zelo navijala za njih in tako zelo želela in tako zelo jim dala prav, da ne rečem nič čez zdravstvo. Lejte, če se zlomaš nogo, hvala Bogu, da obstaja rentgen, pa rešilc, tako da smo se na jasnem. In vsega tudi šamani zelišče na morju, se pravi zobozdravnik in ene stvari so tudi pozitivne prinesle civilizacija. No in meni se je zgodilo, da sem srečala v Ljubljani žensko, ki je imela partnerja staroselca. Rekli bi tebu Indijanca, ampak on je rekel, da je to žaljivo. Da je to žaljivo, če nekomu rečeš, da je indijanski, oni so staroselci in bil jaz plemena Navaho. Priporočal mi je nekoga, ki me je naučil ta potovanja med svetovi. Z Arizone je bil. Vzgajala sta ga dva detka, ki sta bila oba dva dvojčka. Starši so dvignili roke, so rekli, da on je divji, da ne ga raj detke vzgajajo. In tako se je naučil tudi dosti prav ta starih šamanskih tehnik. To so rabila plemenska ljudstva za preživetje. Se pravi, si predstavljaš, da si ti v gozdu, da si imaš enega poglavarja, en je vodja in zdaj je vodja odgovoren za celo naselje, za celo vas, kam se preselimo, kje je življenje, kje so bizoni, kam gremo, tja. Ja, in če bomo hodili 3 dni, 3 noči brez jest, ne dobimo hrane, vode, kaj pa zdaj? Tako da niso smeli faliti in oni so znali odplavati v en trans. Včasih so si za trans pomagali s kakšnimi zelišči, čeprav ne vedno. Odplavati v eno trans stanje in iti gledati, se dvigniti gor, kakor nad orlom, poleteti z orlom v nek kraj, kamor si ga sumil, jaz bi šel tle dol v to dolino, da vidimo, kaj je dol, naprimer, če so dol bizoni, če so dol ruda, kamnine, če je voda, če lahko preživi moje ljudstvo. In on je poglavar je to delal, je dobil to vizijo in se je vrnil spet v ta pravo stanje, povedal ljudem, kaj je videl, kaj je doživel in potem so šli v akcijo. In zato so lahko preživeli sred gozda, na milost in nemilost prepuščeni naravi, če se razume. Niso imeli GPS-a, satelitov, nič, neizprosna divjina. Tako da ta tehnika je varna. Nihče ne gre nikamor, kamor ni pripravljeni, če se razumemo. Nihče ne gre in ne bo šel nikamor, kamor njegova duša ni pripravljena iti. Tako da vsak bo šel tja, kamor bo tudi zbral. Jaz vam bom priporočala 4 področja in sicer priporočala vam bom za obdobje 1 leta. Najprej bomo razčistili, zakaj samo za obdobje 1 leta. Jaz imam tudi dar jasnovidnosti, to se vidi po moji astrološki karti. Moje sonce je na 29 stopinj, sredina neba MC je na 29 stopinj, moj Pluton je v 8. hiši, to je Škorpionova hiša, na 29 stopinj. 29 stopinj v astrologiji so stopinje jasnovidcev in modrecev. In jaz sem se pač s takimi planeti rodila. Se pravi, lahko vam pokažem moj datum rojstva, ki vpeš v program in poiščeš literaturo, kaj pomeni 29 stopinj. Tako se že rodiš, tega se ne da naučiti. Tako s posluhom, s športnim tip, vse se že rodiš, pol pa lahko še dodelaš. Tako da, če misli kdo, da bo kupil neko delavnico, da se bo navadil, bo samo izboljšal. Se pravi, izboljšaš to, kar imaš in 29 stopinj so stopinje jasnovidcev. Tako da ti ne more danes, od danes naprej noben več govoriti, una jasnovidna, ta jasnovidna. Datum rojstva, no da vidimo, kje imaš Plutona, to je planet globokih uvedov. Sonce, tam, kjer je sonce, ti vidiš, in pol mora imeti še močne povezave z drugimi planeti. Tako da pač meni so to astrologi povedali, jaz sem to preverila v mnogih literaturah in pač tako je. Vsi lahko pa smo en kos jasnovidcev. Glejte, tudi če nisem pevc, jaz imam glas za pet, če se zastope. Sicer ne bom posnela CD-ja,
in bila odrska pevka, barska pevka, to ne bom. Ampak vseeno znam nekaj zapeti. Se pravi, tudi če ti pa on niste rojeni s 3 planeti na 29 stopenj, pa da niste mega jasnovidni, seveda ste vsaj en košček, če se razume. A ne? Tako da vsi smo malo glasbeniki, malo športniki, malo jasnovidci, ni pa nujno, da smo se vsi rodili, da bomo prav vrhunski, pa znani, pa ne vem kaj. Ampak za domačo rabo smo pa vsi dobri, vsaj takole zase. Spodbujam ljudi, da se za domačo rabo marsikaj naučijo, zato da ne rabiš biti odvisen od drugih, to je en razlog, drugi razlog pa je, in to sem vam hvaležna, da ste tle za vas, ker boste sami imeli orodje, da tudi vidite, a me kdo pelje nekam, pa mi naklada, ali je res. Se pravi, danes bomo delali z 2 spiritualnimi vodniki ali angeli varuhi. Lahko jim rečeš spiritualni vodniki, lahko jim rečeš tvoja 2 angela varuha. Kakorkoli, spiritualni vodniki, angela varuha, vedno imaš vsaj 2. Vsaj 2. Ponavadi jih imaš več, lahko 3, 4, 5, 7, odvisno od tega, koliko je tvoje življenje zahtevno, koliko ti v svojem življenju rabiš akcij, rabiš se boriš, se trudiš za neke višje cilje in višje ideale. Recimo, en slovenski znanstvenik, izumitelj, jih je imel 12 angelov varuhov ali spiritualnih vodnikov. 12. To je največ, kak sem jih doživela. Ponavadi jih imajo 3, 5, če imajo zelo zahtevno službo in so zelo aktivni, jih imajo po 7. Prva stvar, ki vam jo hočem povedati, je, ko rečem besedo spiritualni vodniki ali angeli varuhi. Oni te ne varujo, če ti trmariš po svoje. Oni v bistvu tudi če jim rečem spiritualni vodniki, oni te ne vodijo, dobro poslušajte, te ne vodijo, ampak si ti tisti, ki usmerjaš njim. Se pravi, če ti daš namen, zdaj bom čisto eno blesova rekla, vse vem, da ne vem tak, da bi kaj tacga naredil, da imaš ti namen oropati banko in da jih prosiš, ne te vodijo in podpirajo, pri tem, da boš oropal banko, bojo celo to naredila. Brez skrbi. Zato pa je toliko žensk, ki moli, pa so v nesrečnem čustvenem razmeru, pa jo mož tepe, pa ženska Božja, pa kje ti je vera? Ja, se sem molila za zaščito, se včeraj me ni pretepil. Ja, te bo pa jutr. A me razumete, kaj vam pravim? Verjemite mi, preveč let sem na tem svetu, preveč ljudi je šlo mimo mene, preveč ljudi narobe govori. Se pravi, tebe, tvoj, dobro se zapomnite, ki boste zmagali v življenju. Tudi če me niste nič plačali, skoraj nič. Ampak vseeno, jaz delam s srcem. A ne? Ti moraš dati svojim spiritualnim vodnikom namen, kaj hočeš. In ti moraš sam čutiti, kaj je tvoj namen. Se pravi, ti moraš, kako bi rekla, čutiti, da je podpri me, da bom dobro opravila razgovor za službo. Okej, on te bo podporil, da boš ti dobro opravila razgovor za službo. Ti boš sprejeta na to delovno mesto. Ko dobiš to delovno mesto, lahko gotoviš, da ni v redu zate, da bi bilo boljše kaj drugega. Tako da ves čas moraš biti ti v stiku s sabo. Ko sem rekla, imamo 2 angela varuha ali spiritualna vodnika, s tem mislim, da eden spremlja tvojo dušo od nastanka do vnebovzetja in še pol, vedno. Eden je dušni, ki spremlja tvojo dušo, se pravi tudi, ki si bil v prejšnjih inkarnacijah, je bil eden.
In eden je pa s tabo v tem fizičnem življenju od takrat, ko si bil že v maternici, v mami. In tisti je lahko tudi pomagal tvoji mami, pa navad so mame, bolj kaj izberejo ime, da ti je dala tako ime, ki ti paše. Vsakemu paše svoje ime. Ne vem, ko pogledam ljudi, se mi zdi 99,9% ljudem prav paše tisto ime. To mi je ful škoda, da si grejo ljudje ime spremenjati. Ne vem, zakaj bi mogel. Ne. Tako da oni tudi prišepnejo na uho in mami recimo, kako ne da otroku ime, pa otroci so ponavadi zadovoljni, se pravim. Eni ljudje mislijo, da si bojo spremenili življenje, če si bojo spremenili ime, nič se ne boš spremenil, vse bo isto. To pa res ne verjamem. V glavnem, dobrodošli ste danes tlele, vi verjamete, da imate angele, da imate vodnike, ampak niste toliko izven realnih meja, da mislite, da vas vse meji tako oni vodijo. Ne, ti imaš svobodno voljo. Oni so kot tvoji zidari, ti si tisti, ki pokličeš zidarje, rečeš, draga ekipa zidarjev, a mi lahko naredite iz tega prostora 2 prostora? Ja, kaj bi rada? Ja, tlele bi rada še eno steno, pod kojna vrata. Ok, rečejo, in to bojo naredili. In potem je pa žal, da si to naredil. Zidarja, prej ste porušite to steno, ja, sem moraš plačati. Se pravi, gre energija. Pa že porušil, sem plači še enkrat. Zato bodite spiritualno realni, z glavo v nebesih, z nogami na tleh. Tako pravim jaz, to je moj recept. Boste pogruntali, da je to v redu. Da ni dobro sam biti z glavo v nebesih, pa da nisi realen, ali pa sem realen, pa brez da nimaš svojih sanj, pa domišljije. V glavnem, ko sem prej govorila o hipnozi, o alfa možganskem stanju, da je to že v meditaciji, da je to vožnja z avtomobilom, da je sedenja pred televizorjem. Kaj mislite, kdaj še doživite kakšno tako hipnotično stanje? Kdaj? Da slišim malo vas, kjer je pogumen, kar pomagite mi malo. Da vidim, koliko imate znanja, ampak koliko znate razmišljati. Pred spanjem. Pred spanjem, ja, točno. Še kdo, še kaj? Kako? Ko se spujaš. Aha, bravo. Tudi ko se prebujaš, če se le da brez budilke, ja? Ok. Dostkrat na plaži greš v stanje. Na plaži greš v tisto stanje in valovi, enakomerno pozibavanje na valove. Tebe pa greš, se mi zdi, ne? A ne, zaraj v petu. Tako, bravo, bravo. Super. Še kdo bo še kaj povedal? Predrisanje. Predrisanje? A vi pa rišete? Slikate, ja. In preden kaj naslikate, greste? To je to stanje, ki te bo zapeli. Ja, čudovito. Evo. Hvala. Še kdo bi kaj dodal? Včasih, kako sem rekel, včasih hočemo, včasih nočemo. Včasih padeš v en film, pa nočeš gledati, pa vseeno gledaš. Veš, to je kot prometna nesreča. Nočeš videti, kaj se tam zgodilo, pa vseeno gledaš. Ne, tako je tudi grdi filmi. Tudi takrat si v hipnotičnem stanju, ker te tudi to potegne noter. Tako da ene so dobre, ene niso dobre. Starši imajo velik hipnotičen vpliv na nas, ko smo otroci. Glejte, 2 vrsti staršev bom opisala. Ena, mama, moja soseda je govorila svojemu sinu, on je bil v vrtcu, jaz sem bila v nekem 2. razredu osnovne šole, se mi zdi, nižji razred v glavnem. Dragi otrok, ni važno ime, ti, ko boš velik, boš slikar. Joj, koliko si ti lepo narisal. In od tega je že ogromno let, se vidite, da sem že več kot pol stoletja tle. Tega fanta, ki je bom par let mlajši od mene, ni več. On je pred parimi meseci umrl zaradi prevelike količine droge.
Ne morem verjeti, zakaj je to počel. Pa se mu ni bilo nič hudega na svetu, vse sem ga poznala od vrtca gor. Noben mu ni hotel, mama je bila prijazna njegova, skozi same lepe stvari. Ne vem, ne moram reči. Ne bi jaz otroka hvalila na ta način, koliko si lepo narisal, ko boš velik, boš slikar, kaj pa če ne bo? Kaj pa če bo skozi mama ni zadovoljna z mano, ker sem recimo kovač, zidar, ona je hotela, da bom slikar. Koliko sem žalostna zdaj. Sigurno. Ne morem uresničiti sanje moje mame, čez brez veze sem. Pa se mama bila tudi zadovoljna, če imela zidarja, se ni nujno, da mora biti slikar. Samo, razumete, hvaliti nekoga in ga poveličevati, ki je v vrtcu, tudi ona ga je fest hipnotizirala. Hota iz njega, wow, in sploh. Bodite raj realni, ne toh nemo, a ne? Tudi, ko hvališ nekoga, pohvali, lepo si narisal, si se potrudil. Mogoče, a se ti zdi, da bi lahko še kaj dodal, izboljšal, spremenil, mislim, da ti gre boljš kot prejšnjič, pod malo realen. Pa obstajajo starši, ki govorijo svojim otrokom, saj nič ne bo s tebe, saj si čisto ena navadna zguba, pa ne roda. Tudi tega hipnotizirajo. Zdaj, tukaj oni to počnejo v večini primerov, v želji, da bo to motivacija, da ga brcneš, da ga zaboli, da se bo premaknil. On pa lahko kapitulira. Ga brcneš, pade in ostane. Se imaš prav, nič ne bo z mene. Se pa brez veze, če se trudim. Saj tako praviš ti, da noš z mene. Se ti si velik, pomemben, ti si moj starš, ti veš dobro zame, kaj bo. Ti vidiš, ti praviš, da ne bo nič. Se pravi, ne bo nič. In kapitulira. Eni pa res vzamejo to kot brco in se trudijo, preko mere se trudijo, toliko zelo se trudijo, da bi bilo nekaj z njega, da bi dokazal, da nima prav, ampak takih je malo. Lejte, oče alkoholik je imel 2 sina, eden je bil 100% brez alkohola, niti taknil se ga ni, drugi je ratal pa alkoholik. Tako da zastopaš, eden se vrže tako, eden se pa čez kontra. Zdaj, raj ne počni tega, nikoli nikogar ne tlači dol, tudi ga ne kuj v zvezde. Če me vprašate, kera je definicija dobrega duhovnega vodja, vam bom takoj povedala. Definicija dobrega duhovnega vodja. Ne kritika, ne pohvala ga ne premakne. Sploh te ne gane nič več, čez se glih ti je. Mislim, vse te je fajn, če rečejo druge, je bilo fajn, to je meditacija, to je tole. Hvala Bogu, se me plačal, vse ti mora biti fajn. Če bi ti kuhala, mi je bilo fino, veš to, kar si ti skuhala. Hvala Bogu, se mora biti, se drugač niti dan kar odpoved, zopremo restauracijo. Meni se zdi, hvala Bogu, je super, se mora biti tako. Če me kritizira, pač vsi nismo za vsega. A res, a ti tako vidiš? A ti ni všeč moj stil oblačenja? Ja, dobro. In pač ni, ti tako vidiš, to je tvoj pogled. In mi je čez glih. Sem imela tu srečo v življenju, da sem bila zmerom taka, da me ni ne kritika, ne pohvala dotaknila. Res ne. In to sem ponosna nase. Pa sugeriram vam, da boste še vi en košček tega sprejmete. Se pravi, da ne čakaš, da te kdo hvali, da ne čakaš, da tudi če ti kritizira. Zmerom ti se zmerom vpraši, a sem jaz zadovoljen s tem, kar počnem ali nisem? Jaz, ne uni, pa tretji. A se zastope. Se pravi, zdaj gremo pa še na teta. Alfa in teta, THETA, ne teta stric, ne. Alfa in teta možgansko stanje. Se pravi, če je alfa možgansko stanje, tisto stanje, ko ga doseže mama, ko ziba otroka, potem to je meditacija, če je dobro speljano. Niso pa vse meditacije pod to, kar se prodajajo.
Ni še, če mene vprašaš, le še jabolke, niso vse jabolke, kar prodajajo v trgovinah. Pa to ni zame jabolka, če je 3 leta tam v eni komori dušekovi, lepo te prosim. Tam not ni vitamina C v taki jabolki. Toliko, kakor piše v kakšni knjigi, koliko ima eno jabolko vitamina C. Tam not ga ni 10% od tistih mer. Tako da jabolko od jabolke ni isto. Meditacija od meditacije ni isto. Aj prav? Naj bi bila dobra meditacija, sprostitev ali pa ležanje na plaži, poslušanje valov, alfa, možgansko stanje. Teta je pa takrat, ko preden se zaspimo in preden se prebudimo. Tako ste odgovorili na to, da znate dobro z moje knjige. Se pravi, če bi imeli bralno značko, aha, dobro, ste prebrali, pridne, da ste prebrali, ja. Se pravi, teta možgansko stanje je pa globli trans. Mi v skupini ne bomo šli prav v nek teta trans. Tle bomo šli v en globok alfa trans. Zato, ker tle nimamo postelje, to je eno, in boste na stolici. In tudi zato, ker se prilagodim najšibkejšemu členu. Če bi kdo od vas imel željo ponoviti, pa da danes ne bo doživel vsega to, kar bi lahko, imam še 2 termina na 2 lokacijah. Tako da pogledajte na omgarden.si ali pa za vaše prijatelje, sorodnike, če danes niso mogli biti prisotni. Sicer pa to izvajam tudi individualno. Se pravi, zmeniš se z mano za osebno regresijo ali za osebno progresijo. Prva stvar je osebna regresija, ki gre rikverc. Smo rekli, regresija je nagrada za nazaj. Poletni regres, da greš na morje. To je nagrada za tisto nazaj. Ampak tam se zdravi. 95% ljudi nima vse zakrpane rane, čustvene, mentalne, fizične, fizične, ne, če jih nekaj boli z tega življenja, z prejšnjega življenja ostanejo čustvene travme, 95% ima neko travmo. 5% je pač tisti srečni žuk, so že sami predelali. Mi smo narejeni tako, da se sami zdravimo. Sami zdravimo. Ne rabiš način nobenega. Se pravi, tudi če te kdo prizadel, če te užalil, če te je ponižal, če te je slekel na ulici, če te je na venke naredil, si narejen, ustvarjen tako, da se boš ozdravil. Da se zastopimo. V sebi imaš že potencial, da se zdravi. Lej, če se ti po nesreči, se urežeš, imaš fizično rano, ti si tako ustvarjen, da se ti ta rana zaceli, ampak če greš pa lepo razkužiti, poviti, pa da imaš kako kremco za hitrejše celjenje ran, se ti bo pa hitreje zacelila. Jaz delam samo to delo, da pomagam ljudem, da se jim hitreje zacelijo rane. Lahko nekdo rabi, da nekomu odpustiš, rabiš lahko 1 teden, 1 mesec, 1 leto, 1 življenje. Pomagi. Da je prizadev in ti lahko nosiš v sebi bolečino, ki ti jo je on zadal, on gre pa naprej, njemu pa nič mar ni. Zastopite. Tako da boljše odpustiti, ko pa se odvežeš, se osvobodiš ti, pa ga pustiš mimo, pa se ne ukvarjaš z njim, pa ga zbrišeš svojega življenja in ga ne pustiš več blizu. Se pravi, odpustiti ne pomeni dopuščati tako ravnanje, ampak samo ga pustiti v svoji glavi in se ukvarjati s tekočimi stvarmi. In če hočeš povračilni ukrep komu, veš kaj naredi? Tako mi bo uspelo, da tisti, ki me prvoščajo slabo, se bojo požrli od zavisti in polete tako požene po hribu gor, dobiš tak adrenalin in si pogumen in si upaš. In ko si pogumen, ko je rekel naš bivši predsednik, sreča je na strani pogumnih. Za pogum pa rabiš malo adrenalina.
Tako da je dobro, če te kdo užali, je dobro, lej. Če te kdo ponižuje, je dobro. Lej. Mal je dobro, mal te počge, da si upaš. Če pobereš to in da tisto užaljenost jezo transformiraš v akcijo, ne? V neko aktivno motivacijo za doseganje tvojih ciljev, si zmagovalec. Leto 25 je nekakšen most med našo preteklostjo in prihodnostjo. Še zmeraj vztrajam na tem. Jaz sem knjigo Sporočilo Zorjana napisala za na zdravje. Tako je res. To prav, tu ste momentu kihnem zakašlja, prav potrdi. A ne? Jaz sem knjigo Sporočilo Zorjana napisala za 20 let naprej. Prav iste jezike me je konkurenca toliko kopirala, na tle imaš za 20 let naprej, zdaj pa kopiri kučaš. Nekaj takrat, ki mi je veliko mi je uspelo, mislim, nisem vsega dala v medije, sploh pa tisto glede napovedi karantene, covida, kako bomo vsi zaprti v občinah, recimo, da ostanete doma, ne za prvomajske, pa to smo že kar precej sred zime govorili, se je začelo spomladi, tako da ljudje so kar blendali. Drugače vsi napovedujo prihodnost, vsi povejo, kakšno bo pomlad za tisto leto 2020, so pa vsi falili, ampak jaz imam pa posnetke še zdaj na YouTubeu, kaj sem povedala. Ne? Tudi so posnetke od drugih, kaj so povedali, ampak jaz sem ponosna na to, da vidim v prihodnost. Tako da to me je malo počgalo, ko so me začeli od takrat kopirati zelo, čeprav sem ogromno stvari napovedala, tudi jih imam na papirju in na videotih. Tako da je nastala na ta način knjiga Sporočilo Zorjana. Kar vam hočem še v tem uvodnem delu povedati je, da je najpomembnejše, da si čim bolj zaceljen glede preteklosti, ker če imaš zelo zlomljeno dušo, si niti ne upaš z njo zelo uspeti v prihodnosti. Še enkrat povem, dobro je, da si kot duša, kot osebnost, kolikor toliko zazdravljen, lej, ne rečem, da moraš biti 100% brezheben. Vsaj, da nisi hudo čustveno zlomljen, to pomeni depresiven, anksiozen, nesrečen, da si sam sebe opišeš, znajdu sem se v slepi ulici. Recimo, to mi je eden rekel včeraj, da se je znajdu v slepi ulici, ne vidi shoda. Pa kaj ti je hudega? Računal je, da bo tako in se je zalomilo, eden noče z njim sodelovati in on je v slepi ulici. O moj bog, pa ja ne moš najti drugega, da bo stavil posel, forov. Drugega ni, samo ta ali pa nič. Ja, so prav, ti vidiš sebe, da si v slepi ulici. Ti si dejansko res, ker ti tako vidiš. Veste, nam ne kar prav. To, kar on čute, to je res. Se pravi, kaj vam hočem povedati? Dve stvari. Se pravi, fajn je, da niste preveč zlomljeni, bolj ko ste celoviti, pošlihtani, bolj vam bo šlo. Bolj ko ste vajeni poslušati mojih meditacij, bolj vam bo šlo. Bolj ko mi zaupate kot človeku, bolj vam bo šlo danes kot uvid. Čez par minut boste šli na WC, ko bomo delali s praznim mehurjem. Čez par minut, do takrat pa sam še tole, da povem. Se pravi, prihodnost boste videli v 4 možnih področjih. Prvo področje boste lahko izbrali služba denar. Se pravi, zdaj probite se malo razmisliti, kaj si boste izbrali. Ne pisati, samo v glav pomislite. Se pravi, služba denar bo eno področje. Tisti, ki ste v penziji, ki imate vsak mesec isto, ne rabite tole, služba denar, če se zastope. Če imate pred sabo kako pomembno stvar, služba denar, ali hočeš novo kariero, mislim, tudi karijera bi lahko bila tle noter.
če hočeš neko spremembo pri temu ali pa vlaganje ali pa vzemi to področje. Se pravi, ne pa čez upokojenec, pa ne to področje ne predlaga. Ker ne boš nič videl, ker bo vse isto. Za eno leto govorim, za leto 25. Drugo, od pomladi 25 do pomladi 26, ko bomo rekli, čez eno leto, če bo vse po planu, se spet vidimo tle. Ne? Ste dobrodošli. Služba, denar. Ne? Potem dom, družina. Dom, družina, se pravi zdaj dom s tistem, ki živiš doma, zdaj. Ne? Kako bo družina, se pravi odnosi, ne? In da vidiš sebe v tem domu, v družini. Ljubezen, partnerstvo. Ne? A boš sam, a boš s kom skupaj. Govorimo, ponavljam, za obdobje enega leta. Zdravje, počutje. Zdravje, počutje. Če boš videl, da ne boš glih zdrav in se odlično počutil, to pomeni, da bomo že zdajle začeli garati, delati, fejst garati, da boš zdrav. Ti se lahko potrudiš zdajle, da se zastopi. Tudi če bi videl sebe, če grem pa v to smer, pa oprem to podjetje ali pa to dejavnost, pa da vidiš, da ti karijera in denar tam ne gre, je se lahko že zdajle pripraviš z rezervnim planom. Hočem vam povedati, moja prva knjiga, Zmenek z usodo, govori ravno o tem, da del usode je fiksen, del pa ne, je pa gibljiv. Ne? In upoštevati moramo oba dva dela. Tako jaz mislim. To povem jaz moje mišljenje. Se pravi, kar bomo videli v prihodnosti, ne bo nujno v kamen uklesano, bo v stilu, kakor je šel indijanski poglavar, iskat, sumil je, da bi bili verjetno v tej dolini pa tam dol bizoni, ampak ga je zanimalo tudi, kako moramo biti pripravljeni, ali nam grozi kakšna nevarnost, ali bomo najdli dol to, kar iščemo za naše preživetje. Če so vam všeč te zgodbe, to je film Smaragdni gost, se boste zapomnili. Smaragdni gost. Tako, zdaj boste šli. Ama kdo kako vprašanje, preden gremo na WC, pa začnemo? Ok. Jaz bi imela. Ja. Zdravje, počutje ste rekla. Ja. A je to kodisišč, oziroma čutje duše? Ja. Hvala. Ja. Ste si že v glavi naredili plan, kaj boste zbrali? To povezano tudi dom, družina? Ne. Vaše zdravje, vaše počutje. Ja, boste videla, ker tam noter lahko, kako bi rekla, se v bistvu je vse povezano med sabo. Ja, samo mi moramo iti, mi bomo dali 4 vrata, če se zastopite, da greš skozi to. Zdaj, če daš noter zdravje in počutje, v bistvu izhajaj iz tebe, iz tega, da kaj ne jaz naredim za moje zdravje, a to, kar počnem, je v redu, ne? Se pravi, kot tudi neki odnosi in tako naprej. Kaj ne jaz spremenim, da bi se počutila boljš, a se drugi počutil dobro, če je situacija tako, ko je, ne? Hočem videti, kako bi izboljšala stvari v smislu, da bi bila jaz trdnega zdravja in da bi se to dobro počutila. Še kdo vprašanje glede tega, kar bomo delali? To se pravi za Jansko tako. Vi nam date, oziroma vi si damo kot blago obještvo za sprejemanje te bodočnosti. Ne, vi boste šli skozi vi boste zbirali 4 vrata. Vi imate na razpolago 4 področja. Eno bomo danes pogledali v skupini. Vi si boste zbrala eno od teh področij, ki sem jih naštela. Ja.
če jaz si berem, recimo ljubezen partnerstva, Ja, a ne? ja. To pomeni, da so pa jaz sama odprla vraka, na podlagi katere bom jaz, recimo za 1 leto, Ja. imela nek Ja, tako, To sem tako, hotela reči. tako, ja. Tako. Preprosto moraš se pa spustiti. Boste dobili uvid glede na to področje. Tako, to bo zdaj skupinsko. Še enkrat ponavljam. Vi si boste tudi, a imate vsi zapisati, tam pa svenčnike? Si boste tudi pisali. Zdaj bomo šli na WC, ker hočem, da delamo vse te stvari umirjeni, s praznim mehurjem, da pridemo nazaj, da nas na pole vmes kaj tišči in moti. In pol delamo, je v bistvu preprosto tako kot meditacija. Jaz bom gledala vsakega po sebi, jaz bom sledila vsakmu po sebi, če bi vas peljala v hrib na sprehod, verjemi, da ne bom nobenega pustila zadaj. Verjemi, da bom jaz lovila prav vsakega. Jaz bom šla ta zadnja in videla unga od spredi. Ne bom pustila enega zadaj. Se pravi, jaz sem kot tiste turistične vodičke, ki pele dejansko na izlet. Noben od mojih članov ne sme. Zato imate listke gor in jaz kakršna koli opažanja si pol tudi beležim. In malo takole poškilam, a veš, in pol si zapišem, tako da če bi kaj tacga opazila, bom imela zabeleženo. Tako da vse bom spremljala ves cajt. Pol boste pa lahko šli v meditacijsko sobo Orion, ko pridete domov, boste poslušali meditacijo, še uvid v svoj cilj in boste si še enkrat zadali cilj, se zastopi, to je brezplačna meditacijska soba, ki je na Drive-u, se pravi, dobiš z maila dostop. Boste še enkrat lahko preizkusili, kakšne uvide ste še tam imeli. A se zastope? Še nekaj vam rabam povedati, dobro me poslušajte. Jaz pišem za več časopisov in včeraj je izšel časopis Svet 24 in tukaj je moja zgodba. Vam bom prebrala naslov. Za začetek pomladi je najbolj pomembna aktivacija energije. Zdajle, ta moment, smo v karmičnem ciklu trajne vrednosti in vi ste pač blagoslovljeni, ker ste tlele. Sam še nekaj, da pokažem. Se pravi, trajna vrednost v knjigi 36 karmičnih ciklov je karmična lekcija, ko govorimo o naši zlati smučarski skakavki, Prevčevi, ja? Nika Prevca, ne? Nika Prevc, svetovna rekorderka v ženskih smučarskih skokih. Mislim, res neverjetna. Pogledate tlele, recimo njen datum rojstva, se pravi, ja, 8. cikel, stran 60. Glejte, tukaj, čekajte, Rafel, tudi bi očala, ko jaz ne. 8. cikel, piše, 8. cikel je, tlele je, ona ima 15. marec rojstni dan, ne? Ja, ne, to ni 15. tu. Tu je 15. Evo, 63 stran. Poglejte zdaj na strani. Govoriva zdaj primer Nike Prevc. 63. Poglejte, kje piše na strani 63. Tako da malček tako analiziram znanje ljudi, obožujem pokazati drugim na ene znanje o sebi. Evo, tako. In zdaj je tlele. Tole je karmična lekcija, trajna vrednost. Ona ustvarja rezultati trajne vrednosti. To bo zavedno ostalo. Se pravi, Slovenci imamo zavedno, to je neka trajna vrednost.
Se pravi, to, kar mi delamo v tem ciklu, govorim o datumu rojstva Nike Prevc, naše najboljše in tudi svetovne smučarske skakalke. Ona je rojena v tem ciklu trajne vrednosti. In zdajle smo v tem ciklu in mi bomo dočakali spomladansko enakonočje v tem ciklu. Tako da datumi so fenomenalni in res ste lahko zadovoljni, da ste tle. Marsikomu se ni izpolnila želja, da bi prišel, je prišlo nekaj vmes, ampak vi ste tlele. In vi boste, jaz vam predlagam, ker sovpada nekaj s kozmičnimi energijami, ni isto, dobimo vizijo spomladi ali kdaj, čeprav bi lahko kadarkoli, ampak mislim, da je zdaj res en fenomenalen cikl. Tako da, če boste želeli to knjigo, jih imam še na stojnici, potem, ko to končamo, poiščete, lahko tudi samo pogledate, bom dala tudi na koncu krog, ker eni bojo še pisali, drugi bojo že prekončali, pa boste vzeli, pa boste malo pogledali, za svoj datum rojstva poiščete tle pod kazalo, takrat, ko ste vmes vi rojeni v enemu izmed 36 ciklov, ste tudi vi rojeni, pogledajte tam vašo karmično lekcijo, boste videli, kako se upada s tem. Do zdaj sem testirala ogromno število ljudi in so res presenečeni nad tem.